1. julij je bil velik dan za občino Ivančna Gorica, še posebej pa za tamkajšnjo knjižnico. Ta namreč po novem deluje kot samostojni javni zavod, potem ko je bila zadnjih 28 let pod okriljem mestne knjižnice Grosuplje. Prehod v samostojnost so minulo sredo tudi slovesno obeležili. Samostojna knjižnica pomeni za lokalno skupnost predvsem to, da bo lahko še bolj dostopna za naše občane, še bolj mogoče v tem smislu, da bo ponujeno znanje, ki ga lahko nudi knjižnica, prostor srečevanj, ki ga lahko nudi tudi samo knjižnica v tolikšni meri, namreč mi smo odprti vsak dan, celodnevno. Tukaj se zbirajo mladina, otroci, starejši, imamo medgeneracijsko sodelovanje s starejšimi, mislim, da in še bi lahko naštevala. Ob ustanovitvi samostojne knjižnice je Volkarjevo županu Ivančne Gorice Dušanu Strnadu simbolično predala čisto novo člansko izkaznico knjižnice Ivančna Gorica. To je nov dokaz, da se občina Ivančna Gorica razvija, da ima svojo vizijo in da znamo narediti dobre projekte v sodelovanju tako s tistimi, ki so pri projektu delali doslej, kot s tistimi, ki zraven še bojo. In jaz sem vesel, da smo se nekako sporazumno odločili in ločili z občino Grosuplje glede samostojne knjižnice. Doslej smo sodelovali v njihovem okviru, pa vendarle smo ena največjih občin v Sloveniji, ki samostojne knjižnice še ni imela. In je bilo nujno nekaj narediti v to smer. Organizacijsko je bilo osamosvajanje izpod grosupeljske knjižnice, ki jim je ob tem nudila veliko podporo, zelo zahteven korak. Baza se je prenesla v novo nastalo knjižnico Ivančna Gorica. Tukaj bi lahko dodala veliko podpora tudi zaposleni iz mestne knjižnice Grosuplje. Prenesli so se bralci, prenesli so se to knjižnično gradivo, ki ga imamo 80 000 v knjižnici Ivančna Gorica. Tukaj je potem tudi nastanek novega javnega zavoda. V bližini svojo obliko dobiva tudi novi kulturno-upravni center občine, v katerem so predvideni tudi prostori knjižnice. Predviden zaključek gradnje in tudi selitev je maj prihodnje leto. V tem času pa je bilo smiselno opraviti vse potrebne formalnosti, ki jih je bilo res veliko, zato da knjižnica postane samostojna in da se kot samostojna preseli v nove prostore. S tem bo knjižnica delovala v veliko boljših pogojih. V novi knjižnici bo približno 1600 kvadratnih metrov, sedaj smo na približno 360 kvadratih. Občina Ivančna Gorica že 9 let nosi naziv Branju prijazna občina. Ja, kljub kar zahtevnim pogojem, v katerem delujejo naše knjižničarke in knjižničar, so bili vedno že od leta 2017, že prej seveda, ampak od leta 2017, odkar nosimo naziv Branju prijazna občina, gonilna sila, kar se tiče promocije branja, nabave novega materiala, sodelovanje z našimi osnovnimi šolami in vrtci. Imamo za vse generacije pripravljene projekte, ki jih občina omogoča. To pomeni, da pripravljamo projekt Že berem sam. To pomeni, to je, ko zeleni bralci, to so drugošolci, po koncu šolskega leta prejmejo zelene majice, na katerih piše Že berem sam oziroma Že berem sama. Potem pripravljamo projekte strani domoznanstva. Veliko nam pomeni lokalna skupnost, zgodovina, kdo smo, naša identiteta in to zelo radi raziskujemo in damo v branje tudi našim bralcem v naši lokalni skupnosti. Mlajše generacije so vsekakor ena od njihovih prioritet. Imamo bralni izziv, imamo razne počitniške dejavnosti, imamo pravljico, gremo po občini, po vseh krajevnih skupnosti se trudimo in potem ponudimo dejavnosti in pa knjigo na vsakem kotičku, kjer je mogoče. Program ob slovesnosti so sicer sooblikovali mladi glasbenici Ema Ferlin in Lara Strmec iz glasbene šole Grosuplje, otroci iz vrtca Ivančna Gorica ter knjižničarji.